da je govoril, pa da vsi vejo, da boš ti dobil tisto hišo, ne, če ni nič napisanega, jo ne boš, ne, jo bo šlo to v redno dedovanje, v zakonito dedovanje. Ustne poroke veljajo samo izjemoma, če je nekdo, ne vem, da so ekstremne te naravne katastrofe, da je recimo potres, pa si zasud tam v spodaj pod enimi zidovi si zasud, pa te ven rešujejo, ali pa poplave, ali pa pač v takih pač izjemnih okoliščinah, ko da na ladji se ladja potaplja, recimo Titanik, ne, ali pa pred operacijo, tako da je recimo, da umiraš, da misliš, da boš umrl, pa ne umreš, ne. Recimo takrat, če pred pričami poveš, moja želja je, da deduje ta pa ta, potem bo taka oporoka veljala, če bo ta oseba v 30 dneh umrla, ne. Če ne bo, če se zliže nekuk, ne, potem takšna oporoka ne bo veljala, ne. Mora biti pred pričam, to so res izjemne te okoliščine, ponavadi naravne nesreče, ne, karkoli, prometna nesreča, recimo, ko nekdo pač uklešče not v pločevino umira in misli, da bo konec z njim, ne, in takrat v pričo 2 policajev reče, lejte, dajte to pa to. To bo veljalo, če bo umrl, ne, če pa ne bo, pa pač ne pol napiše nekaj drugega, ne pol spravi to na papir, ne, tako da te v izjemnih okoliščinah to velja, ampak to so res okoliščine, ki si jih noben ne želi, pa ne bi, ki so res posebne, ne, tako da ne se zanašati na to, da če nekdo skozi govori, da bo to napisal, če ni napisal, pol iz tega ne bo nič, ne, tako da pravim, pa tudi res je tako, res, če napiše, pol ne to spravi nekam, da se bo to našlo, ne, da boš rekel, sem vedel, da je tam šel enemu odvetniku napisati, pa to, pa ne vem kam, ali pa vem, da je napisal, sem videl poroko, zdaj pa jo ni, ne, pa ima pa tam cele gore neurejenih papirjev, ne, in pol tega ne najdeš, oziroma še hujše, da to najde nekdo, kar mu je oporoka v škodo, ne, če bo tisk pride ta prvi na kraj smrti, ne, in če je notar, če je eventualni dedič, najde bo pa oporoko, v kateri ni dedič, ne, to lahko verjamete, da verjetno ne bo tako pošten, da jo bo dal v sodišču, no, tako bo uničil, ne, tako da če pišete oporoko, jo dajte tako, ali se pravi, kot sem prej rekla, shraniti notarju, ali jo pa dati nekomu, da veste, da jo bo tudi on naprej izročil, ne, če imate partnerja še živega, je to običajno si onedva med sabo se zmeta, pa rečeva, tlele imamo v telem predali, imamo vse te važne dokumente, ali pa v telem sefu jih imamo, in če bo preživeli za konec, bo pač takrat bo poskrbel, ne, če pa pol že eden od njih od staršev umre, ta drug pa, ta drug je pa dober pol, da oporoko nekam da, da bo res šla v prave roke, ne, tako da se bo res najdla, ne, tako da, tudi če noče dati k notarju, če se mu zdi škoda to, ali pa če zaupa otroku, ne, pač mu ne da, da bo to prišlo do sodišča. Zdaj v oporoke ali pa pri notarju, oziroma pri oporoke niti ne, no, pri notarju se lahko ponovno sklepajo tudi te listine, oziroma naprej se izraža volja staršev, kaj če se zgodi v primeru, da starš umre, recimo pa ima mladoletne otroke, ne, to veste, da je sprožil ta primer teh koroških dečkov, ne, da se je govorilo o tem ogromno, a so starši tisti, stari starši primerni ali niso primerni. In takrat je pol tudi prišlo do spremembe zakona, da lahko nekdo, ki ima mladoletne otroke, pri notarju že izraz svojo željo, kdo naj poskrbi za njegove otroke, če se temu kaj zgodi, ne. Je kar jaz poznam kar nekaj primerov, ko so to že napisali, recimo starši, ko se dnevno vozijo v Ljubljano, recimo, ko so skozi na cesti ali imajo težke take poklice, da so izpostavljeni temu, da se mu kaj zgodi, potem velikokrat, parkrat, nekaj imam primerov, ko sta dva ločena, recimo, razvezana zakonca, mož je zapit, recimo, ali pa narkoman, ali pa pač mati iz kakih drugih razlogov.
smatra, da ni primeren, da bi skrbel za otroka, če se nekaj zgodi, ne. Takrat lahko ti pri notarju napišeš željo, to je nekaj podobnega kot oporoka, s katero pač rečeš oziroma izražiš željo, pri kom naj bojo te tvoji mladoletni otroci, če se tebi kaj zgodi. No. Saj, če je običajno, če je zakon, se prenese pač otrok v varstvo, v vzgojo od zakoncu, če pa ta ni primeren ali pa če ga ni, potem je pa fajn, če se to napiše, da se za to poskrbi, recimo, ali so to res tvoji stari starši, ali mogoče kdo od bratov, sester, na katerega je otrok navezan, ali mogoče kak prijatelj, če kakih drugih sorodnikov ni. Tako da to je tudi možno, da se to uredi. Zdaj v praksi pa na srečo, no, ali pa jaz saj ne vem, da bi bil že primer, pa kako pa center to upošteva, to voljo. No. Jaz v teh listih so se podpisale v tem času, odkar ta zakon velja. Ne vem, je že prišlo do kakega smrtnega primera te take osebe, pri meni še ni srečno, in ali center za socialno delo to upošteva ali ne. Jaz predvidevam, da če ni očeta oziroma partnerja preživelega, da pol bi center verjetno to upošteval. No? Tako da saj ti lahko v tisto listi normalno napišeš, zakaj ne želiš, da temu, ne? Da se pol ve, zakaj, če sta dva stara starša, ne? Pač otroci imajo po dva para zmeri starih staršev, zakaj rečeš, da se ti zdi, da pa temu ne? Ker ni sposoben, ker je sam alkoholik, ker je, ne vem, pač pa bi želel, da temu, ne? Tudi to lahko napišete, ne? Tako da pravim, po tisti aferi se je pač nekaj najdel teh, ko so želeli to napisati. Pač nekako se ti zdi, da si nekaj uredil, pa da si poskrbel. Ja, to so zdaj, pravim, to so takele stvari glede dedovanja. Zdaj razdedinjenje, mogoče še zelo težko je nekoga razdediti, ne, tudi če se otrok do vas grdo obnaša. Če vas ne obiskuje, je to še ni tisti razlog, ne, po zakonu mora biti res do vas zelo, mora kaznivo dejanje do vas narediti oziroma biti res dedno nevreden, mora živeti nemoralno s tem, da so pa ta kriterij je pa zelo težko opredeliti, ne? Zdaj, kaj je za nekoga nemoralno, ne? Se pravi, če boste nekoga vprašali, kdo je alkoholik, ne? Bo za enega nekdo, ki spije en pijer alkoholik, ne? Za drugega pa lahko 2 litra vina na dan spije, pa še ne bo alkoholik, ne? Sva prijateljica, če mož spije en pijer, reče le pijan si, pa le kak si, ne? Za tisti bog pijer ga enkrat na teden spije, recimo, ne? Ne? Za enega, te kriteriji so težki, ne? Če ti piše poroko, bo rekel, ker on enkrat na teden pivo spije, ne? Je alkoholik, pa ne bo dedno nevreden. Takšna poroka, takšen razdedine ne bo šel skozi, ne? Ker se bojo najdli ljudje, ko bojo rekli, le, človek je krasen, sigurno ni dedno nevreden, ne? Ali pa narkoman, ali pa karkoli, ne? Tako da je to težko je koga to razdediti, tako da to redko na to ne glih je, da bi s tem uspeli, ne? Zdaj drugače pa, če pride do kaznivega dejanja, tako da recimo že po zakoni pa ne more recimo nekdo dedovati, ki je vzel življenje nekomu, ne, če boš ti očeta ubol, pol nisi njegov dedič, ali pa če si res kaznovan za huda kazniva dejanja. Včasih je bilo zakoni proti držav kazniva dejanja, no zdaj nasploh ta težja kazniva dejanja, ne, ampak tudi tukaj so lahko izjeme. Jaz sem imela tudi mladoletnega otroka, ki je ubil svojega očeta in so ostali dediči rekli, ne, vsem deduje, ne, tako da je pol vsem dedoval, čeprav po zakoni ne bi smel, ne, tako da so tudi, pravim, zbari so življenjske okoliščine tiste, ko določene stvari pač postavijo na svoje mesta, lahko to drugačne. Ja, to je to. To v bistvu so te, zdaj sem že tak na uro, pa še malo govorila. To so te glavne stvari, kar je dobro, da jih veste, ne vem, upam, da vas ni preveč dolgočasno, ker pravijo je dolgočasno, ampak
fajn je, da veste malo, da se pogovarjate, se mogoče si od tega ne boste kaj veliko zapomnili, ampak če boste prišli pa v to situacijo, se boste pa spomnili, pa rekli, moram imeti nekam vprašati, da bom sigurno vedel, ne? Tako da mogoče je že zdaj kdo v taki situaciji, zdaj, da mi je kaj pomagali, to ampak res vprašajte, ker je res dobro, da se, ker zdaj so te davčni predpisi, vse te stvari, ki so zdaj tukaj povezane z vsem, so tukaj strogi lahko, tukaj enih stvari takih, da je dobro, če jih prej vete, kakor pa pol reševati, kakor ste se že zakvačkali, pa te plačevali davko zmešan za nekaj, kar ni potrebno, ker se prej niste dobro pozanimali, ne? Tako da, ali pa da ste prej naredili spor, ne? Ali pa tudi recimo, no jaz zmeri pravim pri teh nezakonskih otrocih, včasih kdo reče, unmo pa ne bom nič dal, vse smo mogli plačevati preživnino za njega, ne? In pol pravim, ja sej, če mu ne boste dali, ne, pa bo on tužil, dajte malo zračunati, hišo, imate 2 otroka, hiša je vredna 100.000 evrov, pol je od žene, se pravi 50.000 evrov je vašega, tistih 50.000 se deli med ženo pa med 3 otroke, to se pravi vsak dobi 1/4. Če bo on zahteval nujni delež nezakonski, bo dobil 1/8, zdaj pa od 50.000, 1/8 koliko je. A se ti splača za to, da boš nezakonskega otroka ali pa za tistega, ki te zjutraj ne pozdravlja, dosti prijazen, da ga boš skenslil, da ne bo dovolj za to, da si pašparil tam 5.000 ali pa 7.000 evrov. Raje mu plačite raje tisti, ki dobi večji, ko bo dobil dediščino, ne poplača tega brata, sestro, kar pa da si za vse večne čase naredite spore, pa se ne bojo več med sabo pogledali, oziroma se bojo grdo gledali, ne? Tako da tako tudi ta matematika je, se pravi, tudi človeško stran je treba gledati malo, ne samo to, sem mogel plačevati preživnino, ne, pa to zdaj mu pa nič ne bom dal drugega, ne. Boš, če bo prišli do spora, mu boš dal, ne, pa bolj na trd način, ne, tako da malo prej se pozanimite, dajte to, ker zdaj pa sploh, ne, zdaj imamo odnose, imamo pač različne, zdaj zakoni težko zdržijo Abrahama, težko dočakate zlato poroko, jih je bolj malo že, no, oziroma mogoče ta generacija zdaj še naslednje vprašanje, če bojo, niti se ne poročajo ljudje med sabo, ne, tako da zdaj vstopamo v različne odnose, z različno prtljago, no in to pa bi še povedala, mogoče od 3 leta nazaj je možno, da se zakonca odpoveta dedovanju, drug po drugem. To je pa zelo pomembno pri tem, če je to vaš drug, tretji zakon. Recimo, da se dva, ki sta bila že prej poročena, ali sta razvezana, ali sta vdova, imata vsak svoje otroke, ne, in ta dva rečeta, jaz sem odprej že imel hišo iz prejšnjega zakona, ali pa sem tudi podedovala po možu že prej hišo in to hišo naj dedujejo moji otroci, ne, otroci od moža, ki niso pri tem nič imeli, ne, mož pa reče, jaz sem pa vikend in moj vikend naj dedujejo moji otroci, ne od žene otroci, ne, in to se lahko uredi z nekim sporazumom o neuvedenem dedovanju, ki se reče, ko zakonca drug po drugem podpišeta sporazum, da ne želita dedovati drug po drugem. V tem primeru, če bo žena umrla, bo po njej dedovali samo njeni otroci, ne? Če mož umre, bojo samo njegovi otroci, ne? Tako da to je pa pomembno za tiste, ki vstopate ali pa ste v drugih zvezah, v drugem zakonu, v tretjem zakonu celo, ne, ki imate otroke iz prejšnjih zvez in bi želeli, da oni dedujejo. Če imate pa skupne, pa spet druga situacija, ne. Na zrela leta se marsikjer od vas se pač najde kakega partnerja, ne, tako da, ali pa tudi tako, ne, vidite, da če bo žena umrla, tako iz prakse, jaz tako čist pravim, ne, se pravi, če žena vdovi, če žena postane vdova, redko kdaj ali pa manjkrat bo ona dobila, če bo to v zrelih letih, tam čez 50 naprej, 60, bo težko, ne bo dobila partnerja, ne, običajno, ne vem pa zakaj, ampak običajno ostanejo same. Če mož postane vdov, bo dobil čez pol leta drugo ženo, skoraj zmeri, bo takoj partnerko dobil in tista pol deduje po njem, ne, se pravi, da otroci,
tisti otroci, ki je odprej imel, ne, si pol delijo premoženje s to njegovo partnerko, s to ženo novo. Ne. Zdaj, če nista poročena, je lahko zunaj zakonska skupnost in takrat lahko pride spet do nekih katastrof. Ne. Če bo zunaj zakonska partnerica dedovala s tvojimi otroki, oni so pa že računali na ta premoženje, da ga bojo dobili, ne, pol veste, da to ne bo v redu. Tako da takrat je treba pol se pozanimati, kaj je v taki situaciji. Ne. Da, lahko pa tudi, če otroci za tebe ne bojo skrbeli, da briga njih, ne, ta nova žena pa skrbi, pa ona res skrbi požrtvovalno za tebe, mogoče je tudi dobro, je čisto v redu, če ona tudi zraven deduje, ne. Če te pa tam že na Britofi najde, pa je pol leta s tabo, pa umreš, pa potem deduje, to pa ni fajn, ne. Se pravi, če sta pa že dolgo skupaj, tudi sta drugo ne, pa deduje, prav da dobi nek delež, ne. To so pa to kratkotrajne veze, tisti, ki so razne pač lovke, lovače na dediščino, ki jih je tudi precej, ne. Takrat je pa fajn, da prej malo zavarujete to dediščino, ne. Tako da, pravim, teh situacij je še ogromno in tako, za razmišljati, no. Tako. Zdaj, kaj sem vprašala, se še koga mogoče zgrešila z vprašanjem? Jaz sem eno kratko vprašanje. Jaz sem kratko. Zanima me, če sta, recimo, jaz imam 2 hčeri, ena je umrla. Ja. Če hočem enakovredno razdeliti tudi ta delež od hčere, ta druge, ki je ni več, pa dati vnuku, ali mora vnuk plačati davek ali ne? Ali je to kot prvi delež? Ne, vnuk se šteje za prvi dedni red. Ja, tudi če vi delate pogodbo, ali pa v oporoki, ne, ker v oporoki bo enako, če imate vi 2 otroka, pa če ne boste nič napisali, pri dedovanju, ne, bosta dedovala oba enako, vsak polovico, in vnuk deduje tisto, kar bi po materi, če bi imeli pa 2 vnuka, ne, bi vsak od njih dobil 1/4, recimo, ne. In to se šteje za prvi dedni red in ni obdavčeno. Tako da tudi, če pri pogodbi preskočite, tudi če bi bila pa še živa njegova mama, pa da bi vi s pogodbo, recimo, delali, če preskočite, tudi takrat ni davka. A tudi ne? Ne, tudi ne. Hvala lepa. Isto me je zanimalo. No, vi ste že sami omenili, pri tem dedovanju sta 2 vidika. Prvi je pravni vidik, ne? Tako? Pravim, prvi vidik je pravni vidik pri dedovanju, Ja. se razumemo. Prvo je to pravni vidik pri dedovanju, drugo je pa to etično. Ja. Naprimer, nekdo kalkulira na to, da bo vse pravno izpeljal, nikakor pa to ni etično. Naprimer,